Pa en lep pozdrav vsem skupaj, vsem poslušateljem in pa seveda predvsem tudi vsem mojim gostom danes, ki so si vzeli čas in pač dovolili in bi rekel, si vzeli nekaj trenutkov, da danes razpravljajo tukaj z nami o prihodnosti Evropske unije in sicer z nekega ekonomsko-monetarnega vidika. Ta dogodek je oziroma spada pod okrilje dogodkov, ki potekajo v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi kolega profesor Avbelj, in na to temo, torej prihodnosti Evropske unije, smo opravili že kar nekaj razprav. Kot rečeno, nekako smo se pa odločili, da prva razprava letošnjega leta, ker bo gotovo pa to leto, če je lansko leto bilo zaznamovano morda bolj zdravstveno, najbrž tudi to bo, ampak v tem letu gotovo bo tudi veliko ekonomskih in monetarnih in tudi drugačnih vprašanj. Zato smo rekli, da dajmo nasloviti to prvo razpravo iz tega vidika in danes imam z mano čudovite, da tako rečem, zelo sem vesel, res fantastične goste na današnjem panelu. In če moče kar pričnem z eno kratko predstavitvijo vsakega od njih, torej najprej, kot si bodo nekako po vrsti sledili, bo nekako uvod naslovila kolegica Katja Geršak, direktorica Centra za evropsko prihodnost, ki bo nekako podala en tak širši pogled v, da rečem temu, evropsko in širše mednarodno dogajanje. Potem je z nami dr. Igor Senčar. Veliko veselje mi je tudi, da je naš kolega na naši fakulteti, docent, prav tako nekdanji veleposlanik, zdaj pa tudi državni sekretar, seveda v kabinetu predsednika vlade, tako da verjamem, da bo tudi uspel iz prve roke kakšne zanimive informacije prenesti do vseh nas, kaj lahko pričakujemo v naslednjem nekem kratkoročnem obdobju na nivoju Evropske unije. Potem pa seveda bomo nekako prišli bolj v neko osrčje te naše razprave in z nami sta dva super strokovnjaka, bi rekel, pravzaprav zelo primerno poklicana, da o tem področju spregovorita. Najprej dr. Katja Lautar, ki prihaja z Ministrstva za finance, kjer vodi direktorat za ekonomske in fiskalne politike, tako da je nedvomno to neka taka tema in neko področje, kjer bo lahko kolegica veliko o tem povedala. In pa seveda ne nazadnje tudi z nami profesor Janez Šušteršič, ki verjamem, da je med nami dobro poznan kot nekdanji finančni minister, danes pa uveljavljen mednarodni svetovalec. Z moje strani samo še toliko, da povem približno, kako bo vse skupaj potekalo. Torej, načrt je takšen, da bo na začetku vsak od uvodničarjev, od panelistov si vzel nekje 7 minut časa, da bo predstavil svoj vidik z tega svojega gledišča, nato pa bo se tako odprla razprava. Jaz vas vse udeležence vljudno vabim, da že zdaj med samo tole uvodno razpravo, pa tudi kasneje, naslovite svoje vprašanja, sugestije, komentarje, karkoli v chat, tako imenovan tam ob strani. Jaz bom ta klepet, če želite po slovensko, ves čas spremljal in tudi vaša vprašanja posredoval potem do naših panelistov. Vse skupaj bi naj trajalo cirka 1 uro, tako da če se bomo vsi držali nekako časovnice, kot je zastavljene, bomo nekje v dobre pol ure z temi uvodnimi predstavitvami prišli naokrog in nato nekako sledi še pol ure razprave. Toliko morda z moje strani, da ne tratim in jemljem časa našim uglednim razpravljalcem, tako da zdaj bi jaz pa besedo kar predal, najprej kot rečeno kolegici Katji Geršak, tako da Katja, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Gorazd. Pozdravljeni vsi. Veliko veselje mi je, da sem z vami predvsem tako eminentni družbi danes. Zdaj, kot je bilo rečeno, jaz bi en zelo mal širši geostrateški vidik dala tega, kje se mi danes v Evropi znajdemo in kako nam zgleda naslednje desetletje ali 20 celo naslednjih let, kam mi plujemo in kakšne izzive bomo imeli. Zdaj, ko gledamo, kaj definira eno geopolitično moč, če začnemo čisto na hitro 2 stavkih pri osnovah, kot so predvsem geografija, ekonomija, politični sistem, demografija,
vojaška moč, energetski viri, tehnologija in soft power. To je kar nekaj elementov in vse nekako agregirati v celovito sliko, zato bi človek že rabil kristalno kuglo, ampak vseeno obstajajo pa neke določene geopolitične realnosti, ki jih pa ne moremo spregledati in ki zaznamujejo odnose in pogojujejo določene varnostne in ekonomske interese, ki jih pač države imajo. Tako da čiste osnova geopolitična, mi se nahajamo na evrazijskem kontinentu in zgodovinsko je to center moči. Vsi veliki imperiji, ki so imeli globalni doseg, izhajajo iz tega kontinenta z eno samo izjemo in to je ZDA. In v tem smislu je v bistvu ZDA ena anomalija. Zdaj sile, ki na našem kontinentu krojimo neko usodo naših življenj, so Kitajska, Rusija in jaz dajem EU tukaj kot združeno notri. To je skratka poleg Amerike. Amerika pa ne projecira k nam moč na evrazijski kontinent skozi Evropo in jugovzhodno Azijo in predvsem skozi Japonsko in Severno Korejo. Zdaj v notranjost, ki sta pa rečemo Rusija, Srednja Azija, Kaukaz, pa del Kitajske, tja pa ameriška moč nikoli ne bo imela tako velikega vpliva. In naša pač geopolitična usoda bo zaznamovana v naslednjih 2 desetletjih nedvomno z odnosi med ZDA in Kitajsko, odnosi med Rusijo in Kitajsko, ki bo še posebej vplivala na EU in predvsem na našo regijo, kjer se Slovenija nahaja, odnosi med Zahodom in Rusijo nedvomno in pa partnerstvo, predvsem partnerstvo, ki ga Evropa ima z ZDA. Ali se lahko tesno obdržimo skupaj, ali lahko obdržimo to transatlantsko partnerstvo tako tesno, kot je, in ker na koncu se v bistvu vse konča in začne pri vrednotah in mi te skupne vrednote delimo. Tako da, če povzamem na hitro, smo v kitajskem stoletju, kjer bo Kitajska postala naslednja supersila, to je nedvomno. EU bo v naslednjih 20 letih v šibkejšem položaju kot v preteklem obdobju, soseska bo manj varna, več bo silnic, ki bo EU razdvajale od znotraj. Brexit ni dober precedan in bo tudi imel ekonomske posledice in politične posledice, more biti tudi varnostne za Evropo. Trenutno ne kaže v to smer, zato ker so še vedno znotraj NATO zavezništva, ampak more biti si bodo Britanci dopustili iti v kakšno drugo smer s Kitajci ali z Rusi v prihodnje, kar bo varnostno vplivalo na Evropo. Skratka, če bo EU bo varna, če bo transatlantsko zavezništvo dobro in trdno in dokler ostajajo Američani globalni policaj na oceanih in dokler de facto in v praksi ostaja ameriški dolar rezervna valuta, potem bomo mi boljše varnostno in politično stali, kot bi drugače. Zdaj, zakaj je temu tako? Amerika je pač morska velesila, naš globalni red, ki smo ga nekako in ki so ga Američani postavili, ki je tudi Evropi v prid, in seveda ekonomski sistem, ki je Evropi v prid, v bistvu sloni na tem, da Američani projecirajo svojo moč skozi morja. Medtem ko Kitajci tega ne morejo delati. Kitajska je izrazito kopenska sila, nima teh mornarice, nima teh sposobnosti, da bi spodrinila ZDA globalno še naslednjih 15 do 20 let, ker tega pač se ne da kupiti, to je treba zgraditi. Kitajci bodo nedvomno prevladali v prihajajočem obdobju, to je, kot rečeno, kitajsko stoletje, gradijo mornarico, se vojaško razvijajo, predvsem hibridne zmogljivosti, strateško nabirajo vse pomembne rudnine za razvoj, ekonomski kot tudi vojaški, vlagajo v umetno inteligenco in tehnološki razvoj na tem področju, geopolitično se pozicionirajo in v Aziji, in v Srednji Aziji, in v Evropi, in energetsko se pozicionirajo. In to je zelo pomemben faktor, ker v bistvu v naslednjem obdobju gledamo kot na to, da se bo prešlo na zelene energije in predvsem na električno energijo in v smislu tega se Kitajci pozicionirajo v proizvodnje delov potrebnih za energetsko tranzicijo v zeleno energijo, v smislu lastništva in proizvodnje mineralov, ki so potrebni za to tranzicijo, v smislu strateških vložkov v zelena energetska podjetja, kar jim trenutno Evropa še vedno omogoča. Torej vlagajo v podjetja v Evropi. Zdaj, kje se tu Evropa znajde, oziroma predvsem EU? Ekonomija, nažalost, se nam krči kot posledica covida. To zna imeti velike politične posledice, ker bodo ljudje izgubljali službe, zdravstveni sistemi so na robu. To se ponavadi potem odraža v tem, da se krepijo stranke na ekstremih, kakšna politična destruktivna gibanja znotraj držav. Kakšen bo izpad iz covida, glede na to bomo še videli. Zdaj, tehnološko, umetna inteligenca ali pa velika napredna podjetja, nekaj jih imamo v Evropi, ampak če gledamo, na primer, seznam prvih 20 globalnih podjetij, je evropsko samo eno in to je SAP nemško podjetje. Vse ostalo so kitajska ali ameriška. Na tem področju Evropa ni mogla in ga tudi pač prehiteli so nas. Tu bodo bitko bili Kitajci in Američani, kdo bo v prevladi umetni inteligenci bolj
napreden. Trenutno so to, po mojem, Kitajci. Globalne silnice pa nam pač nažalost so trendi taki, da se vrača politika moči, da smo vedno bolj razdvojeni in da bo tu EU stabilna in močna in vplivna samo, če smo združeni, koherentni in če obdržimo močno transatlantsko zavezništvo. Tako da tu bi se jaz zdaj ustavila za moj uvodnik, ker mislim, da sem že dovolj minut pokurila, ampak bi bilo pa smiselno mogoče potem še v debati pogledati, kako na nas gledajo velike sile, kot so Kitajci, Rusi in ZDA in kaj to za Evropo pomeni. Hvala. Ja, hvala lepa, Katja, za tale, kot sem že napovedal, najbrž malo širši tale geostrateški uvod. Zdaj slišali smo veliko o nekih, bi rekel, tudi drugih močnih velesilah globalnih, predvsem Kitajska je bila omenjena. Ampak Evropa, Evropska unija kot taka, zdaj tudi mi to na naši fakulteti, naše študente s pridom in vedno znova spomnimo, da v štartu je tudi bil tu nek gospodarski moment tisti, ki je začel to povezovanje in tako dalje. Tako da gotovo je ta gospodarski vidik zelo pomemben, ki pa bo letos gotovo močno zaznamovan, predvsem s prejšnjim letom, torej javnofinančnim in tako dalje. Gotovo bo pa tudi zelo zaznamovan, kot je bilo omenjeno, z nekim zelo, s tem si skoraj da upam reči, zelo nesrečnim dogodkom, ki ga pač imenujemo Brexit. In tukaj morda pa zdaj, kot rečeno, malo nekaj takega čisto svežega, mogoče dogajanja strani našega kolega Igorja Senčarja, ki je vpet v to dogajanje, kaj se dogaja v Evropski uniji, vpet v dogajanje v Bruslju, pa mora biti, Igor, kaj lahko pričakujemo torej v prihodnjem letu ali pa tudi naprej iz tega vidika? Hvala lepa za tale prijazen uvod. Torej, tisto, kar je pričakovati v naslednjem letu, je obarvano z izhodiščem, iz katerega štartamo v letošnjem letu, in to je vse, kar se je dogajalo lani. To je v veliki meri izostrilo marsikakšne dileme, ki so bile že prej v ozadju. Vse to se pa hkrati dogaja v geopolitičnem kontekstu, ki je bil ravnokar orisan. Torej, tisto, kar je bilo lani tako nekaj tako zelo novega, je bila seveda v prvi vrsti pandemija in potem izziv, ki ga je predstavljala za Evropsko unijo. Ta izziv je mnogoplasten, ampak tisti izziv, ki se je najprej pokazal, je bil, kako odreagirati glede na stanje, ki ga bi lahko opisali kot hitna zaustavitev večine dejavnosti, večine ekonomskih dejavnosti, zlasti storitev, ampak vsaj na začetku je marsikje prišlo tudi do v bistvu zamrznitve praktično večine gospodarstva. In takrat se je izkazalo, kako nujno potrebno je bilo skupno ukrepanje. Pa ne samo to, to skupno ukrepanje ni moglo biti kakršnokoli ukrepanje. Seveda je šlo za krizno odzivanje. In ko so države članice se ozirale po svojem skupnem inštrumentariju, ki so ga imele na voljo, ga v bistvu ni bilo ne vem kako veliko, zlasti ga ni bilo veliko, če bi upoštevali vsa do sedaj znana pravila. Tu so jasne omejitve, ki jih daje pakt stabilnosti in rasti, tu so bile omejitve, kar se tiče dovoljenih državnih pomoči, in tu so bili potem inštrumenti, krizni inštrumenti, ki so bili izdelani za odgovor na krizo v evrskem območju, za katere pa se je izkazalo, da niso primerni, prvič, drugič pa, da tudi če so bili na voljo, so bili na neki način kontaminirani. In sicer so bili kontaminirani z načinom uporabe, ki je bila pogojevana solidarnost, enostavno povedano, ki
pa v razmerah, ko smo bili vsi soočeni z približno enakim udarom od zunaj, za katerega ni bil nihče od nas kriv, torej pandemijo, te inštrumenti niso bili ne vem kako uporabni. In kar se mi zdi, da je tu posebno potrebno poudariti, je to, da so se voditelji držav članic morali odzvati mimo vseh možnih rulebookov, ne? Iskati so morali inovativne rešitve. To pomeni, da je v ospredje vstopilo politično odločanje namesto tehnokratskega upravljanja, ki je značilno sicer za normalno dobno delovanje povezave evropskih držav znotraj pač institucionalnega okvira. To politično odločanje je bilo usmerjeno v bistvu v temeljno vprašanje, ki je še zdaj odprto, ali razpolaga EU z avtonomno pristojnostjo za obvezno mobilizacijo virov, potrebnih za doseganje skupnih ciljev. Te avtonomne pristojnosti seveda EU, ko je bila soočena z to krizo, ni imela, ampak voditelji so se dogovorili za skupno izdajo obveznic. Ne gre sicer za several and joint responsibility, ampak samo za several liability, ampak vseeno je to izjemen korak naprej. Tako so mobilizirali 750 milijard evrov, 390 milijard od tega jih nepovratnih in skupaj z večletnim finančnim okvirom pa pridemo potem na 1,8 trilijona evrov. To je zelo, zelo velik in pomemben korak za naprej. Kar pa mislim, da je še potrebno tu poudariti, pa je, da sedanji kontekst nekako ne dopušča ločevanja ekonomskih vprašanj in problemov od geopolitičnih. To ločevanje ni več mogoče, namreč v kontekstu, ki ga je prej kolegica opisala, bi rekel, da je naš ključen problem to, da se je kar naenkrat soočila paradigma liberalne kooperativne odprtosti, ki je bil red do sedaj, ki naj bi omogočil v bistvu postopno vključevanje vseh v skupni ekonomski red, pod predpostavko, da imamo od tega vsi koristi, ampak samo predpostavka pa deluje, če ne pride do zlorab teh odprtosti. Zdaj pa smo soočeni v bistvu z očitnim spoznanjem, da se lahko naraščajoča soodvisnost v tem redu uporabi tudi v geopolitične namene kot nekakšen vzvod. In Evropska unija je bila s tem soočena, kako jo je v bistvu ta odprtost in globalizacija v bistvu naredila ekstremno ranljivo. Govori se zdaj o nujnosti večje strateške avtonomije, ampak ta strateška avtonomija pa seveda zahteva politične odločitve oziroma izbire. Izbire, ko se je potrebno tudi nečemu odreči, in sicer smo tu pred dilemo, ali povečevati svoje ekonomske koristi ali pa imeti na tehtnici tudi neke širše geopolitične cilje v smislu varnosti, v smislu vpliva in seveda zaščite svojih interesov. To se je pa zlasti videlo ob koncu leta, ob tem investicijskem sporazumu EU-Kitajska, ki je z vidika vrednot in tudi strateških ciljev EU lahko zelo vprašljiv. Jaz bi s tem zaključil. Lepa hvala, kolega dr. Senčar. Tu je bilo zdaj tudi že, bi rekel, dotaknjeno vse tega vprašanja, ki ga eden od naših poslušalcev ravno na temo sporazuma EU-Kitajska
odprl. Sicer pa, kot rečeno, ja, hvala za tale komentar in prispevek. Torej, kot vidimo, Evropska unija tukaj je odreagirala letos oziroma preteklo leto, kar morda, vsaj moj občutek je tak, da v primerjavi z, rečemo, 2009 in takratno krizo, da je tokrat le bilo nekoliko drugače. Ali se morda motim, ampak kakorkoli. Skratka, nedvomno bo velik vpliv, torej celotnega lanskoletnega dogajanja in ob izjemni seveda angažmaju. Če tako rečem, jaz mislim, da se, ne vem kdaj, pravzaprav smo se ekonomisti pogovarjali, da se pravzaprav takole so države poangažirale in se šle takšno, da tako rečem, ekspanzivno politiko. Nedvomno bo pa to kljub vsemu imelo velike posledice na javnih financah, pa tudi druge. In kot rečeno, danes je z nami tudi kolegica dr. Katja Lautar iz Ministrstva za finance, tako da me zanima, kakšen je pa tvoj pogled iz tega vidika, torej kaj lahko pričakujemo, rečemo, v tem letu. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, vsem sodelujočim in pa poslušalcem. Gorazd, hvala za te debate in pa pametne izzive, ki so pred Slovenijo ravno tudi v pravem času, ker kot veste, se približuje naše predsedovanje in ravno take izzive na globalni ravni bomo skušali naslavljati tudi z vidika Ministrstva za finance na naših skupinah, to se pravi na skupinah, kjer sodelujemo ekonomsko-finančni svetovalci in pa člani delovne skupine Evroskupine. Naj začnem z to iztočnico, ki si jo sam podal, in sicer jaz osebno mislim, ni nujno, da vse, kar povem, da so stališča Ministrstva za finance. Mislim, da nam je zdaj vsem skupaj kristalno jasno, kar je tudi Igor že povedal, da je ta kriza popolnoma drugačna kot finančna kriza in tudi okrevanje po tej krizi bo popolnoma drugačno, zato so bili tudi odzivi Evrope zelo široki in so zopet poskušali pokazati to pozitivno noto prihodnjega razvoja Evrope, ker v nekem momentu, mogoče če se spomnim na moje debate na odborih, na katerih sem prisotna, je bilo zaznati kar veliko negativizma, tako kot sta omenila oba panelista pred mano. Mi smo se v nekem trenutku že ustrašili, kam Evropa pluje, ali bomo res uspeli zadržati določen nivo, bom rekla, fiskalnih pravil, ustrezno spodbujanja konkurence in tako naprej. Predvsem pa smo se zavedali, da bo potrebno trasirati pot tudi z vidika fiskalnih in monetarnih politik, pravi preko ECB-ja, tako, da bodo pač ustrezno nastavljene in da bomo imeli res vse države, če temu smem reči, skupnost Evrope, največ od tega. Predtem smo se tudi zdaj že nekako navadili, da se treba zavedati, da to okrevanje bo v bistvu potekalo v obliki črke K, kar pomeni, da bomo imeli tako kot prej pri globalizaciji zmagovalce, poražence, tudi na tem področju bomo lahko govorili, da nekatere večja podjetja ali pa javne institucije bodo lažje okrevale kot posamezni sektorji, da se bo dogajala ta neenakost dohodkov, da je treba nasloviti digitalno preobrazbo, zelene tehnologije oziroma nasploh klimatske spremembe. Vse to pa bo zelo transparentno in jasno zaznamovalo, bom rekla, tudi pot našega nadaljnjega dolga, ker se bomo morali navaditi, da bomo živeli v obdobju, kjer mogoče osnovni maastrichtski kriteriji niti najmanj več niso primerni. Tudi po projekcijah, ki jih delajo institucije, če se zdaj nekako v evroobmočju okrog 95% povprečja, kažejo, da tudi v 5 letih okrevanja bomo pa mogoče tam nekje na okrog 90%, je jasno, da bo potrebno držati te fiskalne stimuluse in to, kar je dr. Senčar že nakazal, ta prehod znotraj Next Generation EU-ja res pametno in produktivno izkoristiti. Jaz glede te debate lahko rečem, da sem prepričana, da prihaja do, mi temu rečemo, relauncha ekonomske teorije znotraj Evropske unije in sama osebno tukaj vidim 3 poti, kljub vsem pozitivnim odzivom, nekatere je Igor že omenil, dovolite mi, da sama omenim še par recimo takih, ki so ekonomsko zelo pomembne.
Ne glede na vse, bom rekla, pravila državnih pomoči so kar hitro odreagirala glede na prakse, ki jih imamo. Imamo tako imenovano shemo ŠUR za odpravljanje brezposelnosti, kjer je Igor pojasnil, da smo skupaj solidarno pristopili k temu instrumentu. Imamo priznane izjemne okoliščine, veliko se je delalo na skupnih javnih naročilih, tudi apropo Kitajske, da se je zajezilo določene tendence. Ustanovili smo en kup novih agencij, kljub temu pa pred Evropo ostaja še kar nekaj izzivov. Naprimer, ena je zagotovo nedokončana bančna unija, ena je zagotovo, kako bomo delili tveganja med javnim in zasebnim, kakšna bo naslednja makrostabilizacijska funkcija. To se pravi, lahko razmišljamo v Evropi, kjer bomo imeli še večjo fiskalno integracijo, še poglobljene odnose, ali na drugi strani bomo prišli do tega, da se bomo začeli pogovarjati, ali so trenutno tudi ta pravila, ki so sprejeta in veljavna, res še živa. Tukaj se bomo pa predvsem morali vprašati, kaj največji, oprostite izrazu, sponzorji EU proračuna menijo o tem, seveda ciljem na Nemčijo in Nizozemsko, in se bomo morali vprašati, ali res želimo polno delujočo monetarno unijo, ki je predpogoj za fiskalno, in ali bomo res lahko nekoč rekli, da imamo Združene države EU-ja, to se pravi v tretji različici, sama predlagate se za srednjo pot, bomo pogovarjali o posameznih trade-offih med državami, mogoče tudi v kakšnem odpisu dolga na nek srednji rok, verjetno bomo živeli za neko višjo stopnjo inflacije. Torej, v sklopu predsedovanja bomo pa vsekakor postavljeni na prvo mesto, da je treba, čeprav Evropska komisija in ravno omenjene države, tako imenovani frugali, niso najbolj zadovoljni s tem, predefiniramo fiskalna pravila, dajemo večji poudarek, bom rekla, dolgo nismo proti fiskalnim pravilom, ampak prvo je okrevanje, ki bo pač dolgoročno in bo nekaj časa trajalo, in iz tega vidika moramo tudi redefinirati vlogo evra in evroskupine, zato da bomo lahko v 2 dekadah, odkar evro obstaja, išli še močnejši in, bom rekla, tudi globalno konkurenčnejši. Pri tem bomo seveda pa morali vsi skupaj nasloviti izzive, ki so bili že omenjeni. Z moje strani mogoče to za začetek. Ok, najlepša hvala še za ta, da tako rečem, malo bolj fiskalni vidik. Zdaj, profesor Šušteršič, zdaj kar nekaj je bilo navrženih kosti, da tako rečem, Jaz se prav spomnim še kot mlad študent ekonomije, smo včasih, so si profesori kar malo mogli izmišljevati neke zunanje razloge, ki bi bili nekaj takega, ki neko rečemo, plus neki zunanji ekstrem dogodek, ki je ustavil vso ekonomijo praktično v roku enega meseca po globalno pravzaprav posota. Tako da kaj takega pravzaprav nismo mogli si izmisliti, bi rekel, včasih na predavanjih in tako dalje. Torej, lani se je to zgodilo. Imelo bo to, slišimo, velike posledice. Zdaj smo slišali, oziroma smo slišali na začetku, torej neke druge, rekel, države od velikih velesil se pospešeno pripravljajo, so angažirani. Zdaj poslušamo, da pač Evropa ima svoj neki vidik, kako in kaj. Prej smo tudi slišali, se je relativno ekspanzivno finančno odzvala, ampak kljub vsemu, zdaj ni močne integracije brez nekega močnega gospodarstva. Konec koncev ni močne integracije brez neke močne valute. A je Evropska unija in posledično evro, a je to? Kaj lahko pričakujemo? Toliko morda. Ja, hvala, Gorazd. To je res, ta kriza je taka za učbenike, se pravi, ko imaš nek popolnoma nepričakovan zunanji dogodek in kriza gospodarstva nastane, ne da bi bilo pred tem v gospodarstvu zelo veliko stvari narobe. Za razliko od prejšnje krize. In se mi zdi, da je to mogoče tudi eden od razlogov, da se je na to krizo lahko reagiralo zelo hitro, pa da se je relativno hitro v nekaj mesecih dosegla neka enotnost v Evropski uniji, moram reči, tudi z zelo velikim prispevkom Slovenije k temu, kar je tudi nekaj, kar je po mojem zelo malokrat bilo videno v Evropski uniji. Da so vsi ti dogovori bili sklenjeni in da te mehanizmi bodo tudi počasi začeli dejanski denar spravljati v države. Je pa tako, kar se tiče evroobmočja, ker je bilo vprašanje v bistvu stabilnost evroobmočja, moči gospodarske evroobmočja.
Jaz mislim, da je prejšnja kriza bila zelo velik test za to območje. In tukaj je treba ločiti dve zadevi, po moje. Eno je sam evro kot skupna valuta, drugo je pa ves ta sistem upravljanja, o katerem je tudi kolegica Lavtarjeva že govorila prejle, kar je pa čisto druga zadeva. Kar se tiče valute same, jaz bi vas spomnil, da v času, ko pri nas niti še nismo govorili v Sloveniji o tem, da prihaja neka močna gospodarska kriza ali pa da je že tukaj, je nekaj držav že kolapsiralo, valutno, gospodarsko, in to so bile države brez evra. To se pravi Madžarska, baltske države, Islandija, konec koncev, ki so potem to reševali tudi z nekimi dosti hitrimi aranžmaji z mednarodnim denarnim skladom in z, recimo, bolj ali manj ustreznimi politikami. In tistem času je bilo to, da si v evroobmočju v bistvu nek varnostni mehanizem. Pač tvoja valuta ni mogla biti žrtev nekih padcev in iz tega kanala nisi mogel dobiti gospodarskega pretresa. Potem, ko pa se je seveda začelo tudi Grčija in ostale države, vključno potem Slovenijo, v evroobmočju pač biti na robu recimo nekega finančnega bankrota, je bilo pa iskanje rešitev, skupnih rešitev za to zelo naporno. Najprej so se pa lažje spreminjala fiskalna pravila. To, o čemer je že dr. Lavtarjeva govorila, morda jih je treba zdaj še kaj korigirati, ampak to, kar danes velja kot fiskalno pravilo v Evropski uniji, je nekaj povsem drugega, kot je veljalo recimo v času Maastrichta. Veliko bolj fleksibilno, veliko bolj se upošteva dejanska gospodarska situacija. Ampak tudi to je trajalo recimo 2 leti, da je bilo sprejeto in dogovorjeno. Kar se tiče denarne stabilnosti, smo mi tukaj sedaj imeli veliko srečo, mislim, to ni sreča, to je namenoma tako narejeno, da je Evropska centralna banka neodvisna. Evropska centralna banka je lahko začela prvi dan voditi zelo podobno politiko, kot je ameriška, s podobnimi inštrumenti in skrbela za likvidnost sistema. To je bila njena odločitev, na katero ni mogel nihče ne vpliva, da je takšna, niti vpliva, da takšna ne bi bila. In tukaj se lahko sprašujemo, je to trajalo predolgo in tako naprej, ampak v tistem času je bilo gotovo smiselno. Ampak so pa še druge stvari v tem upravljanju, ali pa če hočete governance evroobmočja z denarnega vidika. Je vprašanje nadzora ali pa regulacije pač finančnih inštitucij, bank in drugih. In je vprašanje seveda nekega hitrega mehanizma za finančno pomoč konkretnim, recimo finančnim inštitucijam. Tega sploh ni bilo, zato je to vse šlo preko evroskupine in tako naprej. Tukaj zdaj je ta evropski mehanizem za stabilnost, ki ima točno to pooblastilo, da na osnovi kapitala, ki so ga države plačale, lahko intervenira v primeru, da recimo v nekem bančnem sektorju pride do problemov. Ampak ta zadeva je bila podpisana leta 2012. Vem, ker pač sem tudi podpisal ta dogovor. Takrat, se pravi 4 leta po izbruhu krize. Enako velja za Evropsko bančno agencijo za regulativo, tudi iz tistega časa. Se pravi, ko je v večini evropskih držav najhuje bilo že zdavnaj mimo, smo mišljeni naredili mehanizme monetarne za naslednjo podobno krizo. Zdaj, naslednja kriza nikoli ni zelo podobna prejšnji. In tukaj bo Evropa morala najti načine, da bo hitreje reagirala. V tej COVID krizi je reagirala hitro, ampak z vidika, kot sem rekel, je bila zelo preprosta, nikogar nisi mogel kriviti. In kar je še bolj pomembno, vsi smo šli v to krizo s pričakovanjem, da bo v enem letu mimo. Morda še prej. Zdaj morda bo trajalo 1,5 leta, kot zdaj kaže, ampak počasi s tem cepivom zdaj že vsi verjamemo, da se zaključuje in še vedno velja potem tista logika, preživeti je treba, potem se bodo pa gospodarski tokovi obnovili. Tako da tukaj se mi zdi, da Evropa se bo morala postati učinkovitejša pri tem, ko rešuje situacije. O migrantski krizi ne bom govoril, ampak vsi vemo, da tam tudi zadeve niso šle niti enotno, niti hitro, niti usklajeno.
z veliko soliranja posameznih držav. In mislim, da je to eden od razlogov za Brexit. Jaz mislim, da Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo na politični ravni je šlo zaradi takšnih stvari iz Evropske unije. Ne. Ker pač, če se v nekem okviru, ki ti ne omogoča, da bi učinkovito ravnal, oziroma ko večinokrat, ne, zato da bi lahko učinkovito ravnal, moraš kršiti neka pravila ali pa iskati obvod med njih, je to tako, kot da si zdravnik v slovenskem zdravstvenem sistemu. Nič ne moreš narediti učinkovito, če ne najdeš variante, kako to lahko narediš malo mimo pravil in tako naprej. Ne. In to je velik problem Evropske unije. Drugi velik problem je pa dejansko mednarodni vpliv. Ne. Čim v državah, ki so kandidatke, še ima Evropa nek vpliv na to, kaj se tam dogaja, to vemo tudi svoje izkušnje, pa že tam, recimo na Balkanu, že so marsikaj kakšne druge sile, recimo Amerika, ponekod tudi Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo samo na sebi, lahko ravno toliko pomembne, ali pa posamezne države, ni važno, kaj reče EU, važno je, kaj reče nemški ambasador, recimo. Ne. Tega veliko vidiš, čim greš pa malo širše od balkanskega območja, je pa zadeva še slabša. Tako da, mogoče čas, da tukaj zaključim, edino to bi še rekel glede gospodarske trdnosti. Ja, Evropa že dolgo časa zaostaja za vodilnimi. Ne. Leta 2000 je že bila sprejeta ena ambiciozna lizbonska strategija, ki je rekla, pač toliko zaostajamo za 30% za Ameriko, da moramo nekaj narediti. Gotovo smo nekaj naredili, zaostajamo pa še zmeraj. Jaz se tudi sprašujem, a je glavni cilj lahko to, da Evropa bi bila vodilna sila, ne? Ali pa da bi imela največ globalnih podjetij, ne vem. Jaz mislim, da je dovolj, da se Evropa razvija in da v svojem modelu, ki ga je izbrala, ki pa vključuje tudi socialne in še kakšne druge vrednote, ne? Lahko dobro živimo in se razvijamo in smo varni, kot je bilo rečeno. Ne? In z tega vidika se meni tudi Brexit gospodarsko ne zdi kot tragična zadeva. Ne? Pa tudi mislim, da kar je bilo učinkov Brexita, so se vsi že zgodili, preden je formalno začel veljati, ker so vsi to pričakovali in računali. Edina stvar, ki tukaj tvegana, je da je zdaj še ena relativno gospodarsko močna država, ki ima formalno možnost, da vodi protekcionistično politiko, nepovezovalno in tako naprej, če se tako odloči. Mislim pa, da mi ne bo v interesu, da se tako odločajo. Hvala. Ok, hvala lepa, profesor Šušteršiču. Odlično, jaz mislim, da smo nekako začeli, smo z neko tako bolj geopolitično, tudi prišli, da rečem tako naokrog. Me veseli, tudi ta razprava je nekako pokazala, da morda, kar je bilo, mora biti res še kakšnih nekaj desetletij nazaj, neke ekonomska, globalna, mednarodna ekonomska vprašanja ali pa finančna, morda malo ločena od neke take čisto, bi rekel, zunanjih političnih tem. Dejansko mislim, da danes to temu res več ne moremo več tako početi. Zdaj v samem chatu, preden gremo še en krog naokrog, je kar nekaj vprašanj prispelo, jaz bi jih mogoče samo na hitro povzel. Skratka, prvo vprašanje se nanaša na Kitajsko, torej kako je COVID prizadel Kitajsko, sploh njihovo ekonomijo ali koliko je prizadel, kakšne ukrepe so pravzaprav tam sprejeli za oživitev njihovega gospodarstva. Potem je bilo naslednje vprašanje na temo Eurostata in dolga, posebnega proračuna za okrevanje in tako dalje. Skratka, interes Slovenije tukaj noter glede na stališče Eurostata, čeprav berem tukaj, kot je napisal Bojan Ivanc, da pač je Eurostat temu nasprotuje, kakšno je pa pravzaprav stališče Slovenije. Nadalje je tudi, bi rekel, precej tako bolj vprašanje ekspertno, da rečem, tukaj sta izvana tako kolega Šušteršič kot kolega Lavtarjeva, na srednji rok glede inflacije, torej naslednje 3 do 5 let, zaradi ekspanzivne fiskalne politike in še bolj ekspanzivne monetarne.
politike. To je zaenkrat v chatu, tudi vse ostale še prosim, morda še bo na koncu kakšna prilika še za kakšno vprašanje, ampak kot rečeno, zdaj bi jaz morda zavrtel še en krog z mojimi panelisti in kot rečeno, nekako smo torej prišli, kot je bilo rečeno na začetku, od te geopolitike nazaj zopet do neke geopolitike in pomena in vloge in tako dalje. Torej, kolegica Katja, kako bi ti zdaj morebiti ne vem, ker konec koncev je bila tale za Kitajsko vezana nate, tudi vprašanje, oziroma kaj bi morebiti še ti želela tukaj dodati? Ja, hvala. Tako, sem mislil, Katjo, izvolite. Geršakovo sem mislil, se opravičujem. Tako, ker je bilo na temo Kitajske, potem pa lahko, naprej. Ja, izvoli. Oprosti, se slišimo? Ja, slišimo. Ok, hršči se opravičujem, zdaj zaokrožiti na ta, mislim, mnogo stvari za povedati, kje bi se človek lotil. Mogoče, če bi smela samo se dotakniti teme, ki jo je dr. Šušteršič izpostavil zdaj na koncu, da Brexit mogoče ni imel tako velikega vpliva še. Jaz se predvsem z vidika prihodnje, predvsem varnosti in pa tudi gospodarske usmeritve, morebiti ne strinjam s tem, ker je geostrateška pozicija Britanije tu pomembna za opaziti. In sicer, če gledamo spet z vidika mornarice, ali pa teh morskih global trading routes, UK sedi na zelo, zelo zanimivem položaju. Ne vem, če poznate izraz GIUK. GIUK je v bistvu, ne bi rekla prehod ali ožina med Grenlandijo, Islandijo in Anglijo. In te prehodne poti v bistvu blokirajo možnost Rusije od izhoda na Atlantski ocean. In to je zelo, zelo pomembna stvar. In takoj, ko se je Brexit najavil, so Rusi začeli testirati z preleti vojaškimi in drugače z mornarico, ali NATO še vedno, zavezništvo in varnostna Evropa še vedno stoji za tem, da to brani. In smo se izkazali trenutno, ampak kot pravim, te stvari se gledajo. In zdaj globalno, ukolikor se Anglija in si dopušča svojo suverenost, možnost sklepanja drugih povezav z Kitajsko, bodisi Rusijo, ne vemo, kako se bo geopolitično išlo, potem bo to zelo vplivalo na Evropo. Tako da mogoče samo ta komentar. Drugo, da ne vzamem preveč časa, Kitajska je bila edina velika ekonomija, ki je imela v 2020 rast pozitivno. Jo še vedno ima, mislim, da je preko 4%, to je pač podrobnosti njihovega paketa, kako so oni sanirali, ne poznam, ampak so velika ekonomija, ki jim gre dosti boljše kot nam v post-covid okrevanju. In kar se tiče pa sporazuma s Kitajsko, da eno od vprašanj naslovim, ali bo imela Slovenija kakšen direktni učinek ali ne. Zdaj, koliko pač sem jaz to gledala, so predvsem velika podjetja v zavarovalništvu, naprimer avtomobilski industriji, v Nemčiji bo imeli velike koristi. In zdaj, če gledamo predvsem avtomobilsko industrijo in glede na to, da je Slovenija gospodarsko vezana na to industrijo, potem bomo mi imeli neke posredne, naj bi imeli neke posredne koristi glede tega. Ali pa je Evropa tu naredila prav ali pa ne, se pa jaz mogoče morda bolj mnenje, da se Evropa podcenjuje vis-a-vis Kitajski, da Kitajska gleda na Evropo kot na predvsem na EU kot entiteto, kjer lahko varne naložbe sprejema, ker njim je ameriški trg, ki je zelo inovativen, zaprt že nekaj časa. In če gledaš, kam vlagaš generalno kot svoje bogatstvo, kam ga boš vlagal, potem rabiš tudi en del trga, ki ni zelo rizičen, in to je Evropa. Je inovativen, je napreden, ni pa hudo rizičen, kot če gledamo, ne vem, Afrika ali jugovzhodna Azija. In z tega vidika imamo mi tudi, kako bi temu rekli, v slovenščini, žal mi zmanjka besede, leverage vis-a-vis Kitajske, ki ga morebiti ne znamo prav izkoristiti. Hvala. Hvala lepa kolegici Geršak. Zdaj morebiti popa, ker je že bila kolegica Lavtarjeva tudi izvana tam, pa morebiti tale Eurostat, bi pa mogoče opozoril oba še ostala kolega, da zdaj je prišpelo tudi vprašanje na temo varnosti in tako dalje, tako da morebiti se kolega Senčar pa kolega Šušteršič potem tudi pripravita, pa še tiste, kar so bila nekatera prej izvana. Tako, dr. Lavtarjeva pa izvoli.
Ja, hvala tudi Bojanu za vprašanje. Bom tudi jaz začela najprej mogoče s Kitajsko, sem na hitro, kako jaz vidim pač te stvari in zakaj pač se strinjam z oceno mednarodne inštitucije, da Kitajska je ena trdna skala, ki bo iz te krize išla mogoče veliko boljše kot Evropa, kar mislim, da je profesor Šušteršič tudi jasno nakazal, zakaj, ker kljub vsemu se počasi odzivamo. Tudi dolgoročne projekcije rasti in pa kako je Kitajska ukrepala samo v primeru te krize, ni šla v še en lockdown, izkorišča svoje te geostrateške prednosti za vlaganje, tako kot je Kati povedala, v evropskih podjetjih se fokusira striktno naprej, na koncu pa njihov prebivalec še zmeraj revnejši kot povprečen prebivalec, v povprečju gledano prebivalec Evrope. Kar se tiče Eurostata, pa dolga zadeva je že razrešena, to je res čisto tehnično vprašanje, na teh skupinah sodelujejo pač neodvisni statistični uradi. Ko se zadolži Evropa, je to dolg Evrope, ne šteje v sektor država, nobene države, to se pravi je ostali svet. Kasneje, ko pa si mi sposodimo, naprimer za okrevanje, tako imenovana povratna sredstva, ki so velikokrat narobe razumljena, tudi sa strani slovenskih uporabnikov proračuna, če temu tako rečem. To pa pomeni, da v bistvu Evropo prosimo, da se zadolži namesto nas, tako je bilo tudi pri shemi ŠUR, in tisti hip, ko to naredimo, ko se dogovorimo za ročnosti, obrestne mere, prebitke in tako naprej, postane to dolg Republike Slovenije. Žal je to že nekako odločena zadeva. Imam še en izziv, Gorazd, pa ne vem, če na njega tudi zdaj odgovorim. Lahko pa še ostali malo zdaj prepustimo, da jim vseh kosti ne poberemo. Ne? Hvala. Hvala za tale izziv. Jaz bi takole morda zdaj predlagal. Načeloma imamo še dobrih 10 minut, pa bi morda zdajle besedo predal dr. Senčarju. Če lahko morda malo na tole vprašanje v zvezi z varnostjo in tako dalje, torej zakaj EU ni uspešna pri večjih vlaganjih v skupno obrambo, ki prinesla pozitivne eksternalije evropske obrambne industrije in tako dalje. Skratka, ta vidik, ker vem, da se v preteklosti tudi nekaj s tem področjem ukvarjal. Medtem pa seveda namenimo čas kolegu Šušteršiču za tisto vprašanje, ko ga sprašujejo konkretno o napovedi inflacije za cirka 3 do 5 let naprej, pa tudi seveda še kaj drugega. Tako da, dr. Senčar, izvoli. Jaz mislim, da če razmišljamo o vprašanju varnosti, pa kako Evropejci razmišljamo o varnosti, v kontekstu Evropske unije je treba imeti pred očmi tudi nastanek Evropske unije. Evropska unija je lahko nastala v bistvu pod varnostnim dežnikom Amerike. In znana je tisti izrek prvega generalnega sekretarja NATO, da je namen NATO ta, da ohranja Ameriko na evropskem kontinentu, da Rusijo tišči ven iz njega in Nemčijo drži navzdol potisnjeno. Torej, preprečuje nastanek neke hegemonije znotraj EU, ki bi ponovno vzpostavlja tenzije, ki smo jih poznali v preteklosti, in ščiti EU oziroma Evropo navzven ob prisotnosti Amerike. In ob vsem tem je lahko Evropa v bistvu razvila potem ekonomsko integracijo, začela razmišljati in vzpostavlja monetarno unijo. In takrat, ko jo je začela snovati, ko je sprejela to odločitev, se pa zgodil v bistvu en prvi geopolitičen pretres in to je bil padec Berlinskega zidu. In takrat je bila v bistvu Evropa soočena z dvemi, recimo temu, možnostmi ali pa potmi. Prva pot je bila tista, ki jo je začrtal predsednik Bush na govoru v Mainzu, mislim, da je bil to 31. maj 1989, ko je skoval sintagmo Evropa nerazdeljena, enotna, združena in v miru sama seboj. In to je v bistvu takrat
pomenil tudi mik, pa odgovor v bistvu na hotenja vse demokratične opozicije izza železne zavese, nazaj v Evropo. Ta drug moment oziroma druga pot pa je bila tista, ki sta jo začela snovati oziroma so jo snovali Mitterrand, Delors in Kohl. Oni so v istem hipu pa želeli v bistvu učvrstiti in poglobiti integracijo. Zelo težko bi bilo konsistentno slediti obema ciljema, očitno. In očitno je takrat Evropa šla v pot monetarne integracije, medtem ko je bilo samo združevanje sorazmerno počasno in še vedno ni dokončano. In Evropejci smo se ob vsem tem v bistvu na nek način odvadili geostrateškega mišljenja. Varnost smo v bistvu delegirali Ameriki. Zdaj smo pa kar naenkrat soočeni v bistvu s geopolitičnimi izzivi. Prvi tak hud pretres je bila gruzijska vojna, še bistveno večji okupacija in aneksija Krima in potem v bistvu vzbujanje, insceniranje separatistične ustaje na vzhodu Ukrajine. Zdaj je tu tudi Turčija z svojimi geopolitičnimi pretenzijami. V balkanski prostor se vpletajo zunanji akterji, ki predstavljajo za tamkajšnjo dezorientirano politiko in prebivalstvo zelo zapeljive skušnjave, ki pa ne vodijo v evropsko prihodnost. In tukaj je Evropska unija zdaj soočena v bistvu z mnogimi vprašanji, na katera je nekako skušal dati odgovor predsednik Macron, ko je začel uporabljati izraz strateška avtonomija. Kaj to je zelo težko definirati. Vsekakor pa ta pojem vsebuje neko nujnost po jasnem zavedanju geopolitičnih interesov. Kaj pa so zdaj te geopolitični interesi? Na eni strani imamo ta merkantilističen instinkt nemški, pa v bistvu tudi korporacijski, ki verjetno zelo močno lobira za sporazum, kot je bil ali pa kot bo ta med EU in Kitajsko. Na drugi strani je pa vprašanje vrednot in tudi zelo jasne trde varnosti, za katero Evropa še vedno ne more skrbeti sama in ta varnost tudi nekaj stane. In če nekaj stane, se moramo zanjo odločiti. Mi smo pa soočeni z v bistvu nekakšnim pravilnikom ekonomske politike v EU, ki ga je tako zelo posrečeno formulirala Vivienne Schmidt v knjigi, ki je pred kratkim izšla, ko pravi, da imamo v bistvu Evropsko unijo, v kateri vladajo številke in odločajo pravila. In pušča zelo malo diskrecije za resne strateške odločitve in temu primerno tudi naložbe. In če se samo navežem na tiste naše predhodne razprave, tu je velik izziv tudi za evro, za njegovo večjo geostrateško vlogo in v smislu, ali ta Next Generation EU sklad lahko predstavlja nek embrio, seveda je one-off, enkraten, ampak je lahko to nekaj, kar bi bilo nekoč lahko neka varna naložba oziroma European safe asset. Da bi to lahko bilo, je pa seveda nujno, da se ta denar pametno izkoristi. Če se ta denar ne bo pametno izkoristil, bodo varčne države v EU, te tako imenovane Frugal Four, pa njihovi drugi zavezniki znotraj EU rekli, ta poskus je spodletel, nikoli več tako. Torej, tu smo pred pomembnimi razpoti in so potrebne zelo pametne in odgovorne odločitve. Najlepša hvala za tale komentar.
Profesor Šušteršič, izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa. Mogoče bi res kar malo odgovoril na to, kar je bilo rečeno, ali pa dodatno komentiral. To vprašanje glede inflacije, meni se ne zdi, da bi bilo nujno potrebno, da pride do inflacije. In mislim, da tudi izkušnja zdaj tega okrevanja po zadnji krizi kaže, da se neka visoka inflacija ni razvila, razen kakor pač tukaj neke cene surovin na to vplivajo, ampak na to nimamo vpliva. V takšnih razmerah, kot so zdaj, je itak niti denarna politika, ki je ekspanzivna, niti fiskalna s temi velikimi primanjkljaji dolgovi, v resnici ne povzroča inflacije, ker cene ne morejo rasti, če ni proizvodne in mislim, če gospodarstvo pada, je skoraj nemogoče pričakovati, da bodo cene rastle. Je pa se potem v pravem trenutku treba končati s takšno politiko ali pa jo umirjati, zato da ne pride do inflacije. Tukaj pa mislim, da se bo, kar se proračunov tiče, to dogajalo dosta avtomatično, ko bo enkrat gospodarske razmere boljše, mislim, da bomo vse države dosti rapidno zmanjševale primanjkljaje. Denarna politika je pa, bomo pa videli, je bilo kar nekaj razprav, kot sem rekel že, ali je predolgo vztrajala, recimo ECB pri teh nekih kvantitativnih sproščanjih in tako naprej. Ta razprava se bo verjetno ponovila kmalu, čeprav če bo okrevanje tako hitro, kot se zdaj pričakuje, da bi vseeno lahko bilo. Mislim, da bo tudi ECB lahko skratka bolj omejila to svojo politiko in se držala tistega cilja, ki ga ima, da inflacija nekako ne preseže 2%. Kar bi seveda lahko pomenili tudi malo višje obrestne mere, za tudi, kar je treba vedeti. Druga stvar glede Brexita, ja, jaz sem govoril samo o tem, da kar je bilo ekonomskih posledic, so se v glavnem že zgodile zaradi samega izstopa. Kaj pa to pomeni, da potem naprej geostrateško lahko je pa gotovo tveganje, pač večje tveganje, da nekdo solira, če je pač sam odloči zase. Bo pa mogoče, potem tisto, ko sem prej govoril o teh evropskih vrednotah, mogoče bi dal en primer. Ena od evropskih vrednot zelo je tudi spoštovanje konkurence. Zato, ker in prostega trga, mislim, tudi ravno tako konstitutivna vrednota Evrope kot, oziroma Evropske unije, kot kakšne druge, zaradi tega, ker pove, da ne more ena država prevladati ali pa gospodarski subjekti iz ene države. Tle je ta politični vidik tega. In z tega vidika, bi jaz rekel, mogoče pa pred enimi stvarmi se pa EU zna bolje zaščititi kot drugi. Na koncu koncev je verjetno EU edino področje sveta, kjer je Microsoft da izgubil kakšno tožbo, kartelno. In te reakcije, ki so bile zdaj strani, bi rekel, najvplivnejših političnih oseb v EU-ju, Macrona, Merklove kot prve, da ne more ena multinacionalka določati, kdo lahko govori na Twitterju. To kaže, da pa potem so zdaj neke zakonske predloge v državah, ki običajno ne mislijo podobno, glede Poljska in tako naprej, kaže, da tukaj pa je en potencial Evrope. In to je tako, če se odločiš za neko svojo razvojno idejo, ki se kaže tudi v tem recimo podarjenju zelenega prehoda, pa še kakšnih drugih stvari, pa socialnega modela, pa omejevanja konkurence, pa tako naprej, ta paket mogoče pomeni, da ne boš najmočnejši na svetu, ker se enih stvari ne boš šel, enih stvari se tudi ni sposoben iti, tako kot je dr. Senčar govoril, o teh strateških razmislekov, koliko je zdaj za Evropo dobro, da recimo Kitajce spustimo v nakupe nekih podjetij, kako si mi lahko zagotovimo dostop do nekih surovin, ki jih mogoče trenutno drugi kontrolirajo ali pa ima večjo kontrolo. Mislim, da od teh razmislekov je EU, se bojim, še kar daleč, predvsem je pa daleč od nekih efektivnih mehanizmov, da bi to izpeljala, tudi če bi razmišljala zelo podobno. Kontroli pa s tem, kar se mi pa zdi zelo pomembno, to, kar ste govorili, o tem, da bi morda iz tega finančnega inštrumenta za reševanje krize lahko nastala neka stalna fiskalna kapaciteta, da tako rečem, na evropski ravni, ki bi bila namenjena ravno
uravnavanju gospodarskih ciklov. Ti predlogi obstajajo že zelo dolgo, v akademski sferi. Ocena je, da nekaj odstotkov evropskega BDP-ja, mogoče 5, 6, 7, bi zadoščalo za to, da bi en tak inštrument lahko uravnaval gospodarske cikle, zapravo reagiral tam, kjer bi prišlo do neke gospodarske krize. To nikoli se ni zdelo, da bi lahko šlo skozi na politični ravni. Morda je ta izkušnja neka, če bo dobra, lahko. En prvi korak k temu, da te debate postanejo resnejše. Se mi pa zdi, in jaz se zelo bojim tega, da bo prihajalo do poskusov, ne bom rekel blokad, ampak oviranja delovanja tega mehanizma. Tukaj gre, in ta primer Bundesbanke, ki je bil omenjen v vprašanju, oziroma te pobude, teh predlogov, da se dolg, ki je bil načeloma vzet kot evropski dolg, zdaj nacionalizira na nek način. So poskusi točno v to, da se takšen mehanizem naredi manj učinkovit. In jaz se tudi bojim, kolegica Lauterjeva bo to bolj vedela, pa zraven bo, ampak te dokumente, ki jih države pripravljajo za okrevanje, ki so podlaga za to, da denar iz tega sklada sploh dobiš, se bodo ocenjevali na svetu finančnih ministrov oziroma v njihovih telesih. In tam bodo gotovo države, ki so bile proti temu, ali pa so to probale nekako bremzati in nastajanje tega mehanizma, ali pa ga vsaj finančno omejiti in tako naprej, gotovo prišle z resnimi pripombami na nacionalne programe, ne zato, ker bi jih briga, kakšni so, ampak zato, da bi dosegli, da se bo manj denarja alociralo na te programe. Zgodba se bo tam še enkrat ponavljala na zelo tehnični ravni najprej in potem seveda na politični. Tako da mislim, da ta mehanizem se bo še boril za to, se bo moral še boriti za to, da bo dokazal svojo učinkovitost in tudi politično podporo, da bo dobil povsod, da bo postal nekaj, kar bojo dejansko vsi sprejeli kot način delovanja. Potem je pa možno v naslednjih korakih razmišljati. Ok, najlepša hvala, kolega Šušteršič. Zdaj, mi smo ravno prišli na 5 minut čez 4, tako da bi rekel, naš čas je ravno nekako okrog. Jaz sem mislil sicer mora biti, da še bo kakšna prilika, da morda še eno hitro, bi rekel, rundo zavrtimo, ampak mora biti, ker je tudi kolega Šušteršič že delno odgovoril oziroma odgovoril na tole vprašanje glede surovin in tako dalje. Jaz bi kljub vsemu morda, pa če si vzamemo še teh nekaj minut, ker mislim, da je bilo res ena taka zanimiva razprava, pa da smo nekako uspeli povezati to, kar je meni bilo nekako tudi želja in cilj te današnje razprave, da nekako pripeljemo, bi rekel, noter te dve zgodbi, neko tisto čisto klasično, neko zunanje politično in pa nekoliko te ekonomske in tako dalje. Tako da res mora biti za konec vsakega od vas, tako kot smo mora biti štartari, res tisti zaključni stavek, minuta zaključna, da morda vsak od vas poda neko mnenje ali pa neko, ne vem, stališče do tega, torej recimo, kaj pa vem, leta 2050, se vem, da te stvari so vedno tako Kje bo Evropa takrat 2050? Bo, ne vem, mislim, da je bilo na začetku rečeno, da je to stoletje Kitajske in tako dalje, ampak rečemo, Evropa, evropsko gospodarstvo leta 2050, ker seveda, če bo gospodarsko močna, bo najbrž tudi varnostno, bo drugače in tako dalje, skratka, ali bo Evropa, rečemo, leta 2050 velik igralec? Rečemo, eden od glavnih igralcev geostrateško, ker seveda bo potrebno, da bo tudi ekonomsko močna. Ampak res mora biti, da tako rečem, če se lahko vsak minuta pa nek tak zaključno poveče zraven doda, pa mogoče gremo kar v tej vrsti, kot smo začeli, torej kolegica Gršak, pa potem Senčar, pa potem Lauter, pa potem še Janez Šušteršič za konec. Tako da izvolite. Ja, hvala. Pa enoznačno, jaz mislim, da bo. Moj odgovor je bil zelo kratek in mislim, da bo. Ne glede na malo bolj morda negativno sliko, ki sem jaz na začetku dala, ki pa se mi vseeno zdi realna, predvsem, ker se Evropa ni toliko z geostrategijo ukvarjala do zdaj, ker smo se res nekako posvečali samim sebi. In zdaj se bo treba navzven obrniti in začeti ta velika izzive in vprašanja razreševati, kako se bomo mi pozicionirali. V vsakem primeru pa
je dovolj zagona, je dovolj dobra ekonomska rast, mislim, da bo tudi okrevanje dovolj dobro, da obdržimo ta srž združene Evrope, da se ne bomo pustili, da nas neke politične ali druge zunanje negativne silnice razdružijo. In bi bilo potrebno velika mera pragmatizma v Evropi glede združene EU in velika mera pragmatizma glede tega, da obrambno preprosto trenutno sami nismo sposobni skrbeti za svojo obrambo, ampak to delamo pod okriljem NATO. Zdaj, če se bo strateško to spremenilo, super, če ne, smo pač v transatlantskem partnerstvu vezani, imamo približno podobne in take vrednote, ki nas vežejo, ki jih moramo obdržati, ker v naslednjem stoletju, glede na napredke, ki jih jaz vidim na področju AI, oziroma umetne inteligence, in na način, kako Kitajci zelo, zelo surovo uporabljajo to tehnologijo in to moč nad svojo lastno populacijo, bo res ta razločnica med nami in med njimi, med Zahodom in med Vzhodom vedno večja. Tako da jaz mislim, da tu stojimo na isti strani in moramo to partnerstvo okrepiti in da Evropa bo velik igralec mednarodno in globalno na tem področju. Ok, hvala lepa. Doktor Senčar, izvoli, samo še mikrofon. Kar nekako zelo slabo se sliši. Je za poudariti vrednote, ki povezujejo demokratični svet, zlasti transatlantsko skupnost. To je močna podlaga. Je odvisno v precejšnji meri od, bi rekel, nekega intelektualnega leadershipa, zmožnosti, da evropski voditelji prepoznajo res, kaj so ključni izzivi in da se znajo tudi omejiti pred kakšnimi hudimi idejami, ki bi začele Evropsko unijo oziroma skupnost evropskih nacij razdvajati. To je stalna skušnjava znotraj Evrope, očitno smo jih pričati tudi v sedanjem času in potrebno se je res potruditi, da se obdrži enotnost in medsebojno zaupanje znotraj Evropske unije. Če to obdržimo, potem mislim, da smo lahko skupaj močni in napredujemo, tako kot je to nakazala kolegica Vršak. Super, najlepša hvala. Kolegica Lavtarjeva, izvoli. Ja, hvala. Jaz bom pa bolj zmerno pesimistično noto odgovorila na to. Jaz osebno se strinjam, da smo sedaj pred velikim preizkusom vsi skupaj. Osebno vidim, da mogoče 2050 bi res lahko preživeli, bom dala kot sinonimom, kot Združene države Evrope, bomo res uspeli ta preizkus z fiskalno kapaciteto, pa tudi potem z polno delujočo monetarno unijo in širitvijo evra obdržati na tem nivoju s takimi političnimi liderji, kakor je bilo v začetku mišljeno. Me pa zmeri bolj preseneča, kot je Igor omenil, narava teh debat in odnosi med posameznimi političnimi, bom rekla, tudi strankami na EU parketu, ki pa kažejo v majčko bolj pesimistično stran, tako da ne bi bila tako prepričana, predvsem pa sem se naučila, pa nimam toliko izkušenj kot eminentni kolegi, da nikoli ne podcenjujem, predvsem tukaj tudi Indije, Kitajske in vseh teh razvijajočih gospodarstv, tudi iz Južne Amerike, ko včasih na njih pozabljamo, ker se mi zdi, da ima Evropa po tolikih poskusih in različnih agendah, strategijah res veliko nalogo ta hip pred seboj. Ok, hvala lepa. In za konec še profesor Šušteršič, izvoli. Mikrofon. Ja, hvala. Najprej sem hotel reči hvala za link v chatu, ki je ravno kar priletel. Sicer bi pa rekel, Gorazd, ker se vprašal, kako bo za Evropo čez 30 let, je tudi moj odgovor, da gotovo bo pomembna sila. Ampak zakaj je tak odgovor? Mi vsi imamo veliko kritičnih pripomb
na Evropsko unijo in smo ves čas zaskrbljeni in ves čas nezadovoljni s tem, kako se zadeve rešujejo, kako hitro se odvijajo, ker se ne odvijajo hitro. Tudi je ta občutek, to, kar je Katja ravnokar rekla, da je morda malo manj zagona, malo manj navdušena nad evropsko idejo, kot je bilo včasih. Ne vem, to je težko soditi. Ne vem, kako je bilo včasih, ampak je ta občutek, gotovo, da je ta želja, da bi se vsi potrudili za to, da lahko ostanemo skupaj, morda malo manjša. Po drugi strani pa, če pogledamo, mislim, to je fantastičen institucionalni projekt, meddržavni in tako naprej. Ne vem, če tak je podobnega bilo, sploh v zgodovini. In to se razvija po nekih korakih, zdaj, če pogledamo razvoj od druge svetovne vojne naprej, in to je zdaj že 70 let, se razvija. Na ogromno stvari, na ogromno izzivov je najdla nek odgovor, v smislu, da se je prilagodila, je razvila svoje notranje inštrumente, svoje notranje delovanje, in je našla neke rešitve, ki so na koncu delovale, samo rabila je ogromno časa, da je to našla. Take. Skratka, jaz mislim, da tudi zdaj bo našla, ampak zato pa moramo o tem govoriti. Ta izziv, recimo varnostni, geopolitični, strateški, to so po mojem ključni izzivi, za katere še ni ta pravih odgovorov. Evroobmočje bomo že porihtali nekako, če bo ostalo šlo. Ti se zdaj že bolj tehnična zadeva. Okay. Dobro, najlepša hvala res za vse te vaše komentarje in prispevke. Res, jaz se opravičujem vsem udeležencem, ker se vam vestno obljubil, da bomo cirka 1 uri, kot je tudi običajno, tole zadevo do konca pripeljali, ampak menim, da je razprava bila res zanimiva, tudi kar nekaj vprašanj je bilo takih tehnik, ki smo jih pač mogli malo bolj podebatirati pa podiskutirati, tako da smo bili pač teh nekaj minut daljši. Jaz kljub vsemu verjamem, in to tudi kaže, da so nas pravzaprav večina poslušalcev do konca ostala z nami, kar sem zelo vesel. Tako da lepa hvala vsem, ki ste bili z nami, posebej pa seveda še enkrat najlepša hvala vsem panelistom, ki ste si danes vzeli čas in prišli razpravljati o tej temi. Kot rečeno, mislim, da ste vi v svojih zaključnih, bi rekel, teh povzetkih tako lepo bi rekel, povedali od tega bolj optimističnega scenarija do tudi mogoče malo zmerno bolj optimističnega do tega, na kaj moramo paziti, tako da bi težko karkoli sam dodal. Razen tega, da gotovo te razprave so pomembne, kot pač tudi, zato tudi v okviru tega projekta te razprave vodimo in verjamem, da bo prilika sploh v prihodnje oziroma v tem letu, ko pač bo Slovenija tudi na čelu Evropske unije, bo to še toliko več morebiti priložnosti za to vrstne razprave. Z moje strani res samo še enkrat iskrena hvala vsem panelistom, da ste prišli danes in bili z nami tukaj. Lahko tudi povem, da bo tale zadeva se posnela, bo tudi na našem kanalu in naši študentje imajo potem možnost in dostop do tega, tako da sem prepričan, da bo ta zadeva še velikokrat ogledana. Tako da tudi v prihodnje bo to služilo v koristi nekega našega študijskega procesa in verjemite, da je tudi to iz tega vidika zelo koristno in zelo dobrodošlo. Še enkrat iskrena res hvala vsem, ki ste bili danes z nami in lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala. Zdravljeni.